Živi naj si narodi, ki hrepe ne dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Cvete deklitu rožmarin, oj rožmarin zelen, v deželah treh, fan goršega noben. Ne našel bi v deželah treh, fan goršega noben. Oj, cveti, cveti rožmarin, in duh ti skozi vas. In duh ti skozi vas. Res smo počaščene, spremljamo vas samo preko Maestrovega glasa zaenkrat, tudi v zadnji številki je notri prispevek od vas, tako da res hvala. Tako kot vaš kraj, tudi Lotmerk in Prlekijo povezuje osebnost generala Rudolfa Maistra in tukaj v Lotmerki smo Prleki zelo ponosni, da stoji tako veličasten spomenik, edinstvene v bistvu v celi Sloveniji, oziroma nikjer ni tako navdihujoči spomenik postavljen kot ravno tukaj v Lotmerki, kjer je avtorica Rudolfa Maistra prikazala ne samo kot generala, ampak tudi kot pesnika, zbiratelja knjig, umetnika, človeka odprtega duha. Rudolf Maister je večkrat prišel sem kaj v Ljutomer, mi rečemo domačini Lotmerk, in se tukaj družil z domačini. Še posebej je bilo pristno druženje z pionirjem slovenskega filma, to je dr. Karlom Grossmanom. Če bi šli še naprej v Veržej, tam je bil rojen dr. Franc Kovačič in ravno na pobudo Rudolfa Maistra sta dobila nalogo ali pa da sta pripravila referat o razmejitvi na Štajerskem in pa v Prekmurju ob koncu Prve svetovne vojne. Bila v jugoslovanski delegaciji v Parizu in v bistvu tisto, kar je Rudolf Maister s svojimi vojaki, svojo vojsko zasedel leta 1918-19 in kar sta zagovarjali na pariški mirovni konferenci Slavič in Kovačič, to je potem bilo tudi priznano Jugoslaviji in je danes del Slovenije. Tako da je to eden izmed svetlejših, ali pa eden najsvetlejših trenutkov v zgodovini slovenskega naroda. In mi smo ponosni tukaj v Lotmerku, da ste na ta dan samostojnosti in enotnosti si vzeli čas pa prišli med nas. Hvala vam, fantje, da ste prišli. In s pesmijo se tudi neguje čustvo, spomin, sporočilnost. In vi upravljate eno izjemno pomembno vlogo. Mi ne znamo več peti. Kako da je pesem ni več način, kako se prenaša sporočilnost, kako se prenaša čustvo, kako se prenašajo naši pogledi na sožitje. Žal, da to vam čestitam in dajte negovati to. Hvala vam, fantje, da ste prišli.